Spoštovano občinstvo, lep dober večer želim na tretjem Muhorskem večeru, ki mu botruje knjiga Z lepilom na podplatih. Gre za publikacijo, ki je nastala pod okriljem Zbora za republiko in v založništvu Celjske Muhorjeve družbe. Nocoj v naši sredi pozdravljam doktorja Matija Ogrina, doktorja Aleša Maura in dvojnega doktorja Igorja Grdino. Lep dober večer vsem. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sicer ima knjiga široko avtorsko zasedbo, poleg nocojšnjih gostov so jo soustvarjali še dr. Ivan Štuhec, dr. Stane Granda, dvojni dr. Klemen Jaklič, dr. Dimitrij Rupel, Tone Krkovič, Mojca Škrinjar, dr. Matevž Tomšič, doktorica Ignacija Friglijart, dr. Andrej Umek, Matej Kovač, Janez Podobnik, dr. Ivan Žagar, dr. Drago Čepar, Romana Tomc, Janez Remškar, France Cukjati, Jan Zobec, doktorica Helena Jaklič in Erika Jazbar. Predgovor knjigi je prispeval Janez Janša, uvodni del pa je napisal akademik dr. Janko Kos. S tem pomembnim delom se seveda poklanjamo 30-letnici slovenske države in zato tudi nocojšnjim gostom zdaj že utečeno uvodno vprašanje. Kako ste sami doživeli ta zgodovinski trenutek? Ob podobnih priložnostih zdaj že večkrat slišimo, da smo milostna generacija, ki je bilo dano to doživeti. Takrat verjetno niste imeli tega občutka, ali pač. Dr. Maver, vi ste večkrat rekli v šali, da ste se za politiko začeli že zanimati kot mulc, čeprav ste mlajša generacija, verjetno ni to šlo kar tako mimo vas. Sem mlajša, ampak spet nisem tako mlad, da bi šlo to mimo mene. No, pravzaprav ne vem, če sem sploh še mlajša generacija v absolutnih kategorijah. Vsekakor lahko rečem, da me je to dogajanje med letoma 1989 in 1991 res izjemno zaznamovalo. Predvsem tisto, kar se je dogajalo okrog datuma padca Berlinskega zidu, pa potem nekje do romunske revolucije 22. decembra 1989 in potem seveda celotno dogajanje povezano z demokracijo. Doktor Grdina, v tistih prelomnih trenutkih vi ste bili zraven, ne? Ja, jaz sem bil takrat na trgu, kjer se je prvič dvignila slovenska državna zastava. Bili so grozeči zvoki avionov prej, pa potem se spomnim, da sem se leta ukvarjal še s tem, kje sem prej že slišal stavek jutri je nov dan. Potem lepega dne ugotovil, da je to bilo v filmu V vrtincu. Torej verjetno je vsakdo čutil, da se takrat nekaj začenja. Mogoče smo imeli prav, ko smo čutili, da se nekaj ne nehuje. Namreč naslednji dan seveda je bila vojna, k sreči ne tako zelo huda, kot je lahko, ampak to je seveda zaradi tega, ker je bilo vse skupaj dobro pripravljeno. In potem so bili tudi še napeti časi, čeprav na drugačen način kot poprej. Ker poprej je bilo vsaj ene pol leta, kot je dejal nekoč Rudi Šeligo, zvečer ali pa pozno po noči neke cirkusantske sednice, ki so odločale Bog ve o čem, in vedno neko napeto vzdušje in to mesece. Življenje je bilo seveda pravzaprav takrat prepojeno s politiko, kot da ničesar drugega ne bi obstajalo. Takrat sem imel 2 leti službe, ker sem imel zdravstvene probleme, sem bil tudi 2 leti je manjkalo, torej je bilo poteklo od tega, kar sem bil v jugoslovanski armadi, tako da sem jo videl od znotraj, tako rekoč tik pred zdajci. In recimo tisti oficirji, ki so, da si videl, da razmišljajo, kaj ste si srečal potem v vojni bolnici, ko so imeli čir na želodcu ali pa kakšno takšno značilno
bolezen, ki pride od sekiracije. Torej, leta najprej zmedeno, to prehoda in potem je šlo pa navzgor in to je bilo kot dan in noč, to danes marsikdo ne bo priznal, da je bilo tako, ampak vendarle to, da se je nekaj na novo začenjalo, to je bilo seveda zelo točen občutek. Ni bilo samo upanje, je bilo tudi zaupanje. In to, kar je prej Aleš govoril, da zdaj ve, da bi se lahko odvrtele stvari tudi v drugo smer. No, teoretično ja, ampak kdor je videl jugoslovansko armado od znotraj malce prej, je pa vendarle videl tudi, da je ta armada zelo, zelo neenotna. In vendarle ni bilo to takšno veliko presenečenje, da so se stvari odvrtele v to smer. Doktor Ogrin, pa vi? Mikrofon. Se pravi. Da sem pozabil, oprostite, sem pozabil vklopiti. Jaz sem bil ob osamosvojitvi Slovenije star dobrih 20-23 let in seveda sem bil takrat z vso evforijo potegnen v to vzdušje nastajanja nečesa novega za Slovence. To je bilo res prav otipljivo občutje, da se nekaj novega poraja in da tisto staro, kar smo dobro poznali, naprimer tudi iz vojske, kot je Igor omenil, da to pa propada in da razpada. To je bilo zelo, zelo močno občutje. In seveda sem bil nekako navdušen v vse to potegnen. Nekaj dni v času tistih pekarskih dogodkov sem bil celo v uniformi, seveda brez kakšnih posebnih učinkov ali prispevkov, ampak hočem reči, tisto je bilo izredno intenzivno, vendar če zdaj gledam nase, kakšen sem takrat bil, pač en navdušen študent, študiral sem književnost, ves v oblakih tega branja, takrat sem pač imel več časa in sem bral. Moram reči, da sem bil razmeroma nezrel in po mojem nisem dojel daljnosežnosti in pomena teh dogodkov, predvsem pa ni bilo neke, bi rekel, pripravljene demokratične vzgoje in demokratične kulture, ki bi take mlade ljudi, in zato skušam s te plati razumeti to poznejše generacije, ki bi, torej ni bilo demokratične kulture, ki bi nas sploh usposabljala za to, da bi razumeli, kako pomembna stvar se dogaja in da je treba odslej do družbe, do tega, kako smo, do politike, vsega pravzaprav imeti en drugačen odnos. Tak odnos, kot ga imaš do svojega vrta. Ta vrt se naenkrat razširil in postal cela država. Cela Slovenija je bila naenkrat pravzaprav moj vrt, ki bi jo bilo treba zelo skrbno opazovati in skrbeti zanjo in biti srcem pri njej. Tako da to je silovita sprememba, ki pa mislim, da je velikanska večina Slovencev z mano na čelu takrat ni bila zrela v nekem smislu trajno prevzeti takšno nalogo, ki bi jo mora prevzeti citoyen, to se državljan, ki skrbi za svoj polis. In z tega gledišča, bi rekel, da je to naloga, milosten trenutek, ki pa mu nismo bili potem pozneje, da bi ga enakovredno nadaljevali kos. In s tem se potem odpirajo vsi problemi, ki jih imamo. Nacionalna zavest se je oblikovala nekako organsko. To, da imamo samostojno državo, pa je bilo za večino akterjev skozi zgodovino skoraj nepojmljivo, da ne rečem prav bogokletna misel. Ne moremo reči, da je šlo zgolj za splet srečnih okoliščin, čeprav, kot ste omenili, iz izkušenj z jugoslovansko ljudsko armado skoraj ni moglo iti drugače. Hkrati pa gospod Maver omenil, da z tega, kar se dogaja po svetu, po Evropi in tudi drugje, ni tako samoumevno, da se je obrnilo, kot se je. Kaj je bilo tisto odločilno, ne ravno splet srečnih okoliščin? Doktor Grdina, mogoče vi,
No, danes vemo, da ideji o slovenski državi, kar so nam potem govorili, da jih ni bilo, da dejansko so bile in da so dovolj ljudje razmišljali o tem. No, navsezadnje, če pogledamo ideja zedinjene Slovenije, je živela 1848 plebiscitarno podporo, vsaj na območjih, kjer so nam podpisi znani. In ta zedinjena Slovenija bi bila kraljestvo Slovenije. To se marsikdaj pozablja. Torej, zdaj je pa tako, da kraljestvo zakonov ne predpisuje, da če se nekaj imenuje kraljestvo, je vendarle, ne glede na to, ali je v kakšni zvezi ali ne, je vendarle to nekaj samostojnega. In če z tega stališča premislimo, je ideja o Sloveniji pravzaprav že precej stara ideja. Navsezadnje tudi, če pozorno beremo Primoža Trubarja, vidimo, da prostor, v katerem je on pridigal, to je od Štajerske do Trsta, imenuje 1555. leta slovenska dežela, torej ima enotno ime. Tako da ne drži to, da bi bili naši ljudje vedno samo razdeljeni, torej po deželah. Ravno danes sem gledal leta 1889, piše na Wikipediji, da ko so utvarjali Vodnikov spomenik, da so ljudje prišli iz celotne Kranjske. Narobe, torej vlak je prišel Slovencev z Koroške. Pišejo časopisi takratni, da so prišli zelo dobro, da so bili zastopani Štajerci. Piše o delegaciji z Goriškega. Torej, ta zedinjena Slovenija je v dušah že funkcionirala. In potem imamo od leta tam 21-22 naprej vedno kakšnega misleca, ki pravi, da je to optimalna rešitev za Slovence. Ne vedno neko povezovanje, ampak samostojnost. Prvi je v tem smislu pisal Anton Novačan, res da še v neki konfederativni zvezi Republik Južnih Slovanov, od Slovenije do Bolgarije. Skratka, nekaj tla so bila razrahljana in teh idej na koncu koncev ni bilo tako malo. Artikulirale so se lahko v zamejstvu. Precej je tega bilo v Trstu. Med Slovenci v Ameriki je tudi bilo, čeprav so bili seveda tudi zagovorniki drugačnih rešitev, ampak manj kot federacija, pa nikoli pravzaprav po drugi svetovni vojni. Tako da navsezadnje neko je pač prišlo v Jugoslaviji tako daleč, da bi recimo, ko je bil projekt usmerjenega šolstva in skupnih jeder postal aktualen, takrat se je pa tudi v Matici odkrito začelo govoriti, da pravzaprav to pa ne gre, in ni koraka pravzaprav nazaj. Vsi Slovenci smo bili tukaj, takrat ob steni, torej, da bi v slovenski šoli v enem razredu se morda učili, v ljudski šoli seveda, o recimo 3 ali 4 slovenskih literarnih ustvarjalcih, ob recimo večini seveda drugih, to je pa potem miselna intelektualna kolonizacija in seveda tukaj pa vsakdo, ki ima voljo do življenja, mora reči ne, tudi tisti najkrotkejši in najspravljivejši, in potem, ko je to postajalo vse bolj vsiljivo,
jasno, da je tudi odpor naraščal in tem se pač to tako zgodilo. In če se jaz spomnim tistih časov, ja, kar zadeva nas, navadne ljudi, smo bili pač popolnoma enotni glede tega. Danes nekateri pravijo, da se ljudje niso zavedali, da gre za spremembo sistema. Jaz ne poznam niti enega človeka iz tistega časa, se ne spomnim, da bi vztrajal pri tistem sistemu. Se pravim, še enkrat, tako kot je rekel Rudi Šeligo, vsak teden je bila ena zgodovinska sednica, ne, in na Češkem je bil tudi vic, ne, da Jugoslovani vsak teden napravijo toliko zgodovine, da jo ne morejo v desetletjih konzumirati, ne. In vedno je bilo torej nekaj pod nekim hudim pritiskom in vedno samo spirala navzdol, kar navsezadnje v Sloveniji nikakor ni tako, pa čeprav nam slikajo danes, kakor da je, ampak zaupajmo svojim očem, pa vidimo, da pri nas se tudi marsikaj dobrega zgodi, saj se ne dogaja, pa celo v politiki se kdaj kaj dobrega zgodi, ne. Saj se recimo sredi epidemije začenja graditi, ljudje si pomagajo, ne, se nismo vsi skregani. Saj vsi nismo epidemiologi, da bi se spomnimo, da je pred nedavnim neki epidemiolog napovedoval kaj epski disaster, ne, pa do tega ni prišlo, ne. Glejte, to je vendarle so neka znamenja za optimizem, tako da ja, in tako je bilo seveda tudi takrat, ne. Samo da je recimo večji del ljudi šel z pogledom seveda naprej, ker tisto nazaj se ni bilo kaj videti, ne. Jaz se spomnim, ko sem prišel v službo na filozofsko fakulteto, je bila plača rednega profesorja 1000 nemških mark v dinarski protivrednosti, ne. To je bi po zdajšnjem bilo nekaj nad 500 evrov, ne. In potem ni čudno, da je en ugledni profesor je imel potem tam 400 potnih nalogov, ne. Se je kar naprej potoval. Za enega drugega uglednega profesorja so izračunali, da bi moral spati, da bi lahko spal samo 1:40 na dan, ker je imel toliko raziskovalnih ur, ne. Saj dejansko so ljudje bili prisiljeni v take neke popoldanske posle, nekdo je pač bil popoldne vodovodni inštalater, nekdo je pač potne naloge si pisal, ne, in tako ni šlo naprej. Po tisti enotnosti še danes gledamo kot nek ideal, za katerega v trenutni situaciji, kakorkoli že, imamo občutek, da jo nikoli več ne bomo dosegli, oziroma ko se oziramo nazaj, sploh ne moremo verjeti, oziroma da se nam je res zgodila, glede na trenutno situacijo, ko imamo občutek, da smo res razklani. Pa ne toliko narod, politika pa vsekakor. Je res razlog tega se vleče od predvojnih časov, oziroma ta politična razklanost je vedno bila v zgodovini, je trenutno situacija res utemeljena samo na tem, oziroma v glavnem na tem, kako pozitivno ali pa negativno vrednotimo revolucijo. Doktor Maver, mogoče? To bi lahko tudi doktor Ogrin mogoče povedal najprej, pa bi se malo pridružil, lahko pa tudi zamenjava. Ja, mogoče doktor Ogrin, vas sem hotela izzvati tudi na to vprašanje, tudi vprašanje sprave lahko pripišemo sem, ker pogosto slišimo, da ne bi bilo bolje pozabiti, enostavno pomesti stvari pod preprogo, se posvetiti lepšemu jutri, kar je pogosto očitek mlajših generacij. V vašem prispevku v zborniku z lepilom na podplatih ste govorili ravno o tem, da nekaterih stvari narod ne more pomesti pod preprogo.
Ja, to, kar ste prej načeli in je potem nadaljeval Igor, je zanimivo in je povezano s tem. Ne? Kaj je bilo tisto, kar nam je takrat v trenutku osamosvajanja dajalo enotnost? To je bila neka kulturna zavest, zavest o svoji individualnosti, ki se je oblikovala pri Slovencih v nekem dolgem procesu. In ta zavest o svojem, o tem, da Slovenci nekaj smo, da imamo nekaj svojega in zaradi česar, naprimer, nismo hoteli imeti tistih skupnih jeder izobraževalnih iz Beograda, etc. Ta zavest se je takrat, bi rekel, v času osamosvajanja izrazila bolj v tem, da smo jasno vedeli, česa nočemo, in nismo več hoteli imeti tega in tega in tega in slabšanja položajev in vseh tega in ekonomskega izčrpavanja, ko smo Slovenci bili pač ekonomsko izkoriščeni za financiranje državnega proračuna in tako naprej. Mnogo tega, vedeli smo, česa nočemo, ampak to je po mojem čisto drugi spoznavni predmet, vedeti, česa nočeš, kot pa vedeti, kaj hočeš. Po mojem, mi takrat seveda nismo dobro vedeli, kaj pa je res tista pozitiviteta, ki jo želimo dosegati, ne? Oziroma kako naj jo konkretno dosežemo. In to, bi rekel, tukaj pa pride tista kompleksna in komplicirana problematika, ki ste jo omenili, revolucije, državljanske vojne, vsega tega ozadja. Vse to je takrat za hipec stopilo v ozadje leta 90-91, ko smo se osamosvajali, hvala Bogu, da je. Ampak cena tega je bila, da smo vedeli predvsem, česa nočemo, kako pa hočemo in k čemu točno napredovati in kako to doseči, tega pa takrat nismo imeli jasno v glavah. In se je potem, bi rekel, do danes ta slika ni razjasnila. Ne? V resnici pa zadaj za tem kompleksnim problemom res stoji to nerazrešeno vprašanje dediščine revolucije in državljanske vojne, ki je pač pri nas na tak način nerazrešeno. Če si majčkeno tako slikico oddaljimo nadalje stran, pa jo pogledamo v distanci, da jo boljše vidimo, kot če bi recimo nacistična Nemčija v drugi svetovni vojni zmagala in si predstavljamo, da bi Hitlerjev režim obstal in bi seveda nastavljal vse sodnike in preiskovalce in imel absoluten primat v organih pregona, imel bi absoluten primat v medijih, ker bi vsi sinčki iz nacističnih družin dobili glavne uredniške službe. To je pač realnost in se seveda ne bi nikakršnih zločinov nad Judi preiskovalo in obsojalo, mogoče bi se kaj malce pojamralo, da to res ni bilo prav, ampak se ne bi pravzaprav iz tega nič dejanskega zgodilo. Ne? In to je tisto, kar imamo tukaj, samo da se pač naši nacisti ne imenujejo tako, ampak malo drugače in to je naša realnost. Ta pač strašni režim, ki je vse to storil, se je tukaj nemoteno nadaljeval in neke prekinitve s tem ni bilo. No in zdaj, kako pravzaprav se s tem spoprijemati, to je res neka velika in težka stvar. Verjetno tako, da pač je prepuščeno posameznikom in civilni družbi, ker civilnim iniciativam, civilni organiziranosti pač kulture, da tukaj ljudje na tak način preprosto napredujemo v svojem spoznanju tega, kakšna je naša slovenska zgodovinska stvarnost bila. In to napredovanje tega spoznanja, ta ozavestitev pač zla, trpljenja, povzročenih strašnih stvari, ki so se zgodile, ozaveščanje tega, je po mojem tista druga plat ali iste stvari, ki jo z drugo besedo imenujemo slovenska sprava, in brez tega sploh ni možno nekako prihajati do neke pomiritve, po mojem mnenju. Se pravi, da pa to ne poteka s pomočjo ali države ali strani države navzdol, ampak je pa seveda konsekvenca tega, da so strukture, mentaliteta, miselni kompleksi prejšnjega režima gladko ostali
nepremagani in obvladujejo pač večino sistemov ali podsistemov v državi, in ostaja v nekem smislu naloga civilne družbe. Se pravi, to napredovanje v spoznanju, v kulturnem spominu, v ozaveščanju tega, kar so teh najtežjih stvari, ki smo jih Slovenci doživeli v zgodovinski drami 20. stoletja, ta čisto bistvena spominska kultura, duhovnost spomina ostaja, bi rekel, in to je problem seveda, na ravni civilne družbe, ravno tako, kot slovenski jezik v 19. stoletju. Razumete, ko nismo imeli državnih inštitucij, ampak v bistvu čisto kulturne inštitucije. In tako neka zelo bistvena zadeva za življenje in preživetje in notranjo pomiritev Slovencev je odvisna od čisto kulturne sfere življenja, ker tukaj država zaradi pač znanih razlogov očitno stvari ne more urediti. To se mi zdi ena taka velika posebnost in težava. Doktor Maver, kakor se že to sliši nujno za nek napredek v družbi, pa se zdi, da je to lepilo na podplatih vedno močnejše in da se od tega, da bi se na tem področju poenotili, vedno bolj oddaljujemo. Ja, žal je to res. Sam sem bil tam nekje med letoma 2009 in 2011 prepričan, da se bo zadeva dolgoročno premaknila naprej v času hude gospodarske krize, ko se je pač izkazalo, da takratna vlada Boruta Pahorja nima nikakršnih receptov in da je pravzaprav ta vladajoča opcija, ki je, tako kot je Matija nakazal, ves čas po drugi svetovni vojni igrala prvo violino, nima nikakršnih zamisli o prihodnosti. Ampak potem so se zgodile za moj okus prelomne volitve decembra 2011, ko je Slovenija bila unikum v celotni Evropi. Takrat je pod težo gospodarske krize so se zrušile vse vlade, za katere so volivci sodili, da so bile v spopadanju z gospodarsko krizo neuspešne. Zgodilo se recimo na Irskem, da je vladajoča stranka Vojaki usode prvič po 80 letih izgubila relativno večino, ker se je pač neuspešno spopadala z gospodarsko krizo. Zgodilo se je, da na Hrvaškem, Hrvaška demokratična skupnost, ki praktično tudi ves čas je najmočnejša stranka, se je potopila. Je še cel kup drugih primerov, torej ni bilo važno, katere politične barve je vlada je bila na volitvah zamenjana. V Sloveniji je pod krinko tako imenovanega novega obraza zmagal Zoran Janković s Pozitivno Slovenijo. Vsi, ki smo kaj razmišljali, smo seveda vedeli, da ni res, kar je izjavil recimo Jonas Žnidaršič na televiziji tisti večer. Vesel sem spremembe, da to ni nikakršna sprememba, ampak je to nadaljevanje stare oblasti pod novim imenom. Torej, in takrat, šele takrat se je meni posvetilo, da je Slovenija posebnost v srednji in vzhodni Evropi, končno tudi v Evropi sicer, in od tukaj izvira pravzaprav moja relativno pesimistična razlaga tudi preteklosti. Zato bi bil zelo vesel, da ima prav dr. Grdina svojo optimistično vizijo enotnosti ob koncu 80. in v začetku 90. let. Se tudi popolnoma strinjam, da ta zgodovinski mit o enotnosti ohranjamo v dobro celotne narodne skupnosti, vendar po drugi strani pa ravno zaradi tega, kar se je dogajalo po letu 1990, sem prepričan, da tudi ob koncu 80. in v začetku 90. let ni moglo biti enotnosti. Strinjam se s tem, da je bil močan ta kulturni in nacionalni naboj, ki je ustvaril večino za nacionalno osamosvojitev, ni pa bilo nikakor enotnosti o spremembi družbenega sistema in o slovesu, po mojem mnenju,
o slovesu od socialističnega družbenega modela. Res je, da se je mogoče takrat zdelo ljudem, da tako kot je, ne more več iti, ampak navsezadnje se moramo tudi zavedati, da je zadnji 2 leti Jugoslavije sta po drugi strani bili vendarle tudi čas zadnje velike jugoslovanske iluzije Markovićevih gospodarskih reform, s tisto evforijo, ki je nastala ob popolnoma, lahko bi rekli, jugoslovanskem in tipičnem socialističnem eksperimentu brez podlage, namreč izenačenju dinarja s šilingom, ko se je za nekaj kratkih tednov zdelo tudi Slovencem, da živimo v raju, ker si lahko končno prišel prvič v Hofer, pa kupil 2-litrski sirup in je to bil seveda vrhunec sreče na tem svetu. Tako da, jaz bi rekel tako, tudi za popolno osamosvojitev, po moji oceni, nikakor ni bilo zavzetih toliko ljudi, kot kaže plebiscitni izid, nikakor pa ni bilo enotnosti glede spremembe družbenega sistema. Tisto, kar je ustvarilo enotnost, o tem sem pa vedno bolj prepričan, je bil predvsem strah vladajočih struktur, ker nekaj pa ni bilo jasno takrat, ni bilo jasno, kako se bo zgodba končala. Ali, ker recimo, da, kot rečeno, gotovo je obstajala absolutna večina za osamosvojitev, in če bi vladajoče strukture zamudile skokom na ta osamosvojitveni voz, potem bi lahko, takrat je bila pa res možnost, da bi z tega voza padle in da bi nekateri ljudje, namesto da so ostali voditelji te republike, bi lahko pristali tudi v kakem starem hotelu v Beogradu in bi to bila njihova dokončna usoda. Ampak so pravočasno skočili na osamosvojitveni voz in na podlagi tega, da pa se enotnost pri osamosvojitvi zaključila, s tem, da, kot rečeno, nikakor ni bilo, po mojem mnenju, s plebiscitom še jasno, da bo res nastala popolnoma samostojna in neodvisna država. Marsikdo je tudi, po mojem osebnem spominu, gledal na plebiscit bolj kot na referendum, ki je bil recimo v Kataloniji pred leti, ne dajmo pokazati Madridu, da si mi želimo večjo suverenost, dajmo pokazati Beogradu, da smo mi resna firma in da bo popuščal. In iz tega potem izhaja seveda relativno šibek prehod. Kot rečeno, pa prvič, na srečo, zgodovina teh mojih tez nikoli ne bo mogla potrditi, ker številkami se to ne da. Na srečo, ker če nam je kaj ostalo, je ta velika zgodba o milostnem trenutku enotnosti in iz te zgodbe lahko izhajamo in to je dobro. Lahko še samo eno malenkost dodam, ne. Torej, citiral bi Alešu, pisatelja Lojza Krajgerja, ki je rekel, da je v politiki pesimizem zločin. In moram reči, ne, da sem tudi rekel, da se spomnim enotnosti med ljudmi. In tisto, kar o sistemu sem pa rekel, da ljudi, ki jih poznam. Izhajam pač iz tistega predela Slovenije, ki ga je nedavna novopečena častna občanka Ljubljane označila za nesrečnega. Ne, ampak mi smo bili takrat zelo srečni, da bomo zdaj svoji na svojem. Ne. Pa tudi se spomnim, ne, da takrat je Milan Kučan citiral Voltairja, ne. Sicer citat morda res ni Voltairjev, ne, da bi dal življenje za to, da bi lahko tisti, s katerim se on ne strinja,
povedal svoje mnenje. To je še danes na njegovi predsedniški strani. Sej rekel ni tako, da bi on to naredil, ne, ker je rekel, da se je treba tega spominjati. Ne. Ampak vendarle za nekega partijskega glavarja je to dovolj nenavaden jezik. Ne. Torej, pa če beremo, jaz sem nekoč prebiral, kaj so takrat pisali tudi v partijskem tisku, torej samo pri zgodovinarjih, pri zgodovinski komisiji marksističnega centra, tam sem našel, kak je treba še vse delati po starem. Takrat so še usmerjali enciklopedijo Slovenije, ampak celo tisto komisijo, ki je to zahtevala, so razpustili. Tako da mogoče pa je vsaj za nekaj trenutkov vendarle tudi tam bila malce drugačna misel. No, samo toliko, ne, v svojo obrambo pa torej optimizma. Ja, po naturi sem jaz takšne sorte. Ne. Prej smo slišali, dr. Maver, vi ste naredili zelo tako poglobljeno analizo strankarskega dogajanja skozi teh 30 let samostojne države. Omenili pa ste tudi Jankovića, ki je bil eden izmed teh novih obrazov. Če rečemo, da je strankarski sistem temelj demokracije, ti novi obrazi so praktično razkrojili strankarski sistem in danes stranke kot take, če izvzamemo dve najbolj z najdaljšo tradicijo, so v bistvu za enkratno uporabo. Kaj zdaj to pomeni za razvoj naše demokracije? Ker nekaj v mladi državi lahko vzamemo kot pubertetniške težave, se razvijamo, rastemo in tako naprej, ampak a to zdaj pomeni, da bo se to vleklo bistveno dlje, kot bi se moralo, oziroma v neskončnost, če karikiram? Najprej bi seveda rekel, da to mnenje, da je strankarski sistem temelj demokracije, to je bolj moje mnenje. Ni nujno, da se vsi s tem strinjajo, ampak glede na to, da sem pač odraščal ali pa bil mulc še v nestrankarskem sistemu, kar pa je bil eufemizem za enostrankarski sistem, dejansko vidim v strankah srčiko demokracije. Verjamem, da marsikdo ima do samega pojava strank tudi bolj negativna čustva. In če spet potegnem vzporednico z Belorusijo, v Belorusiji so uradno skoraj vsi poslanci, razen majhnega števila, nestrankarski, vendar je tam seveda geslo vsi neodvisni, vsi za Aleksandra Lukašenko. In to je nekaj, kar me pač ob vsakem omenjanju nujnosti nestrankarstva vedno spomni na problematičnost nekega nestrankarstva. Ja, kar se zdaj tiče teh novih obrazov, to je, lahko rečemo, tudi izvirni slovenski prispevek k evropskemu strankarstvu. Marsikdo sicer trdi, da so te nove stranke vzporednica recimo strankam, ki so se nedavno pojavile drugod po Evropi, recimo Gibanju petih zvezd Beperja Grila ali tudi Macronovemu gibanju Republika naprej ali recimo tudi zelo hitro in vzniklemu gibanju ukrajinskega predsednika Zelenskega Služabnik ljudstva. Vendar menim, da obstaja ena bistvena razlika med temi slovenskimi instantnimi strankami in vsemi drugimi personalističnimi strankami, recimo in tako v Evropi. Ta bistvena razlika je v tem, da nikjer drugje ni prvi namen instantne stranke ohranjanje statusa quo. Se pravi, nova stranka služi temu, da se ne bi nič spremenilo. In s tem pravzaprav sledi tistemu znanemu
na čelu kneza iz Leoparda, ki pravi, včasih je treba vse spremeniti, da se nič ne spremeni. In to je načelo, po katerem delujejo te slovenske instantne stranke. Tisto, kar je seveda presenetljivo, je, da so tolikokrat v zadnjih 10 letih že uspele. Bistveno pa je, da zabrisujejo dejstvo, da je bila med letoma 2012 in 2020 vsaj vse skozi na oblasti ista politična opcija. Ker treba je seveda vedeti, da izkušnja vladajočih struktur je bila po zatonu liberalne demokracije, da se enostavno po določenem času, v tem primeru po 12 letih, volivci naveličajo enega in istega. In kot nadomestno strategijo so uvedli zamenjavo vlečnega konja po vsakih naslednjih volitvah, kar je že dalo rezultate, kot omenjeno ob Jankovićevi pozitivni Sloveniji, se je lahko bilo videti, kot da pozitivna Slovenija nima nič opraviti s socialnimi demokrati, ki so vodili vlado v prejšnjem zelo problematičnem mandatu. In to se je potem dvakrat, trikrat ponovilo. Odločitev je seveda tukaj na volivcih, da se bo to stanje prekinilo. Jaz vendarle, kljub temu, kar je Matija rekel, njegova primerjava z hipotetičnim scenarijem zmage Hitlerja v drugi svetovni vojni, je bila zelo močna. Sam raje posežem po bolj blagi metafori, da je to, kar imamo mi v Sloveniji, podobno, kot da bi Ben Johnson, ki je leta 1988 z uporabo dopinga v Seulu postavil svetovni rekord na 100 metrov, ki mu je bil potem seveda odvzet in skupaj z medaljem in tako naprej. Če bi on potem čez nekaj let postal predsednik Mednarodne atletske zveze in bi seveda vse napore vložil v to, da se njegov dopinški škandal ne bi razkril. Torej, in te strukture so enostavno našle odlično strategijo, ki pa ima eno veliko slabost, namreč, ker morajo biti ti obrazi vsake nekaj let novi, je kadrovski bazen se skoraj popolnoma izpraznil in vsaj v ospredju dejansko ne more biti več prvoligaških kadrov. In to je seveda problem, ki bi znal na koncu celotno strategijo tudi sesuti. In jaz mislim, da je zlasti predzadnja vlada pod vodstvom Marjana Šarca bila ravno potrditev te popolne izpraznitve kadrovskega bazena. In morda je to pot k prekinitvi tega modela in k temu, da bodo končno tekmovale prave stranke iz mesa in krvi na nekih prihodnjih volitvah. Zdaj politika nikoli ni imela prav dobrega slovesa. Pri nas pa smo zadevo pripeljali do take skrajnosti, da se zdaj v to areno brez pravil, nekih konstantnih udarcev pod pas, praktično nihče pameten več noče podati, ker ni pomembno, kaj počneš, kaj delaš in kaj govoriš, ampak v kateri ekipi naših si. In če si pametni, tega nočejo več iti, komu potem prepuščamo svojo usodo? Kdo nam vlada, doktor Ogrin? To je hudo vprašanje, ker klasična politika, klasična definicija politike, to se pravi isto njeno temeljna določitev, kaj politika naj bi bila, je iskanje skupnega dobrega, prizadevanje za skupno dobro, upravljanje tega skupnega dobrega. In
seveda po klasičnih definicijah zahteva poštene ljudi, plemenite, zelo sposobne ljudi, a ne z odličnim značajem, z odličnimi sposobnostmi. Kaj pa je res, pa seveda v luči nepremaganih posledic slovenske zgodovine 20. stoletja vidimo pač, da je nekaj čisto drugega, ne. Recimo, mislim, da je kar pomemben nauk, ki ga v slovenski politiki daje zadnja realnost v času epidemije, ta, če tega nismo videli prej, bi najbrž morali zdaj videti, kaj ne, da s tem, ko leve stranke, zlasti tista skrajna levica, pravzaprav spodbujajo te ravnanje in obnašanje, ki stopnjuje riziko širjenja epidemije, ne, ki pravzaprav s temi zborovanji, med demonstracijami in tako naprej je prispeval deloma k širjenju epidemije, da so pravzaprav neki ljudje pripravljeni vzeti pol Slovenije za talca in ga ogrožati življenjsko, zdravstveno in tako in drugače, zaradi nekih svojih partikularnih interesov, ne. In v bistvu se tukaj notri kaže zelo lucidno tisto, kar je zelo lucidno povedal Justin Stanovnik pred mnogimi leti, da politične, torej komunisti, oziroma kot jih on imenoval boljševiki v svojih političnih strankah, ne glede na to, kako se te stranke imenujejo, v bistvu delujejo ne kot stranka, ampak kot politična milica. In to se mi zdi čisto bistvena stvar. On je trdil, da kdor ne razume tega, da v bistvu postkomunisti pravzaprav delujejo kot politična milica, čeprav navidezno funkcionirajo kot politiki in kot novinarji in tako naprej. Kdor tega ne razume, da je to politična milica, pravzaprav ne razume ničesar temeljnega o slovenski levici. Jaz mislim, da je to res. In to se zdaj kaže, ne, pač vse so sposobni zrušiti državo, zrušiti vlado sredi predsedovanja, kakorkoli škodovati skupni stvari, samo da bi pač njihova politična agenda nekako zmagala. In tukaj spet nimam odgovora na vaše vprašanje, kako sploh spodbuditi še ljudi, ki pa imajo vest, poštenje, dober namen, da se bo v takšno areno podal. Zelo težko, ne vem, nimam tudi nekega optimizma. Upam, da pač deluje tukaj Sveti Duh na drugi ravni in da pač obstaja pač neka višja inštanca nad človekom, ki usmerja nekako in vodi zgodovino. To je čisto edino upanje v takem kompliciranem položaju, kot ga imamo zdaj. Ne kompliciranem, ampak v nekem smislu temnem. No. Na nek način spodbujati pri vsakem posamezniku to državljansko zavest, da v bistvu država ni nekaj imaginarnega, ampak da vsak od nas na nek način prispeva k temu, kako skupaj živimo, verjetno. Se strinjam, ja, to je pač temeljna demokratična vzgoja, ne, da pa prispevamo tisto svoje, kar moramo, zato pa moramo biti tudi pogumni, odločni, se zavzeti za dobro in tako se zelo strinjam. Ja. Zdi se, da smo nekako zazibani v cono udobja, kjer ni nihče povsem spregledan, iz tega tudi izhaja to krčevito branjenje javnega šolstva, javnega zdravstva, ki že dolgo ni v tej funkciji, ki bi jo moral opravljati. Vsi enaki, hkrati pa nikomu ne gre zelo dobro. Pod to krinko poštenja in enake dostopnosti se pa v bistvu skriva neka zaščita mediokritete, povprečnosti na vseh ravneh. Kaj to pomeni za naše različne sisteme, od izobraževalnega, zdravstvenega naprej? Gospod Grdina, vi ste o šolstvu pisali v zborniku. V visokem šolstvu, ja. Ampak sej ta enakost oziroma pač enake možnosti nikoli ni pomenila enakosti za vsakogar, mogoče za vse, ne, ampak za vsakogar pa gotovo ne. Poglejte,
v arhivih obstaja, takrat, ko smo bili vsi enaki, pa vendarle najdete potem v arhivu seznam 1200 ljudi iz socialistične Slovenije, ki so imeli posebno zdravstveno oskrbo. Torej, najprej v sanatoriju Emona in potem v ne vem katerem nadstropju bolnice Petra Držaja. In zdaj je bilo enakost. Zdaj kaj, vedno je bilo tako kot svobodno tržaško ozemlje cona A pa cona B. In v znanosti je to tako, dokler prepustite veselim samoupravljavcem, da lahko eliminirajo na področju, ki je pa emancipacijsko par excellence, kajti znanost, vednost, razen enih res majhnih con, kjer gre za kakšno nevarno vednost, torej v kakšnih fizikalnih reakcijah ali kaj podobnega, živi od svobodnega dialoga. In mi imamo v sistem, kakršen je zadanji, ugrajeno nedialoškost, torej neko ocenjevanje, na katero ni pritožbe, potem zatiranje iniciative. Glejte, govorimo, vsi smo se navadili govoriti o javnem šolstvu versus privatno šolstvo. Ne, nasprotje je javno tajno, ne javno privatno. Kajti, kdor ima koncesijo, je ravno tako zavezan opravljati javne storitve. Samo nekaj pa je. V taki ureditvi mora pravosodni sistem delovati kot ura in takoj kaznovati tistega, ki izstopi iz pravil. In potem, gledajte, nas zanima dobra šola, ne javna ali privatna, ne javna ali tajna, ampak dobra. Gledajte, če so kitajski komunisti prišli do tega, da ni važno, kakšne barve je maček, ki lovi miš, lahko bi mi tudi do česa takšnega prišli, ampak seveda ne moremo priti do tega, zakaj ne. Zaradi tega, ker takšen sistem, kot je podedovan, in to je v bistvu samoobravni sistem, koristi tistim, ki se morajo združevati, da sploh kaj so. To se pravi, mediokriteti. Recimo, v sedanjem sistemu sploh ne morete ne pripadati neki grupi raziskovalni v znanosti. Kaj se to pravi? V fiziki verjetno en sam ne bo mogel kaj napraviti, ampak v zgodovinopisju pa ali pa kaj s tem, kje še v humanistiki. Morda ne v strojni lingvistiki, to je čisto jasno, da ne. Ampak marsikatera področja so zdaj zaradi tega, ker so znivelizirana, pač na škodi, ker morajo vsi po enakem modelu. Potem imamo neko agencijo za raziskovalno dejavnost. Namesto da bi ves denar, ki ga država usmerja k znanosti, dajala neposredno v znanosti, ima neko agencijo, ki ima toliko in toliko uradnikov, in vsaka ustanova, tudi ta agencija najprej poskrbi za sebe, potem pa morda še, če za poslanstvo, zakaj je pač ustanovljena. In seveda, tudi tako je, država mora pri financiranju povedati, kaj ona tudi rabi. Zdaj se pogovarjamo na debelo o digitalizaciji. Glejte, programe digitalne humanistike ustanavljajo univerze, ne vem, če že ne 10 let. Tako kot je bila prej bolonjska reforma. 10 let se je, da rečem zdaj nekoč na nekad bratskom jeziku pričam ti pričo. Torej, pripovedujem ti eno pripoved. Zgodilo se pa ni nič. Torej, in
več, ko imate posrednikov, več, ko imate različnih agencij, več, kot imate predpisov, ja, to je vedno samo strošek, strošek, strošek. In vsako leto nov ocenjevalni sistem ali vsaj malce popravljen ocenjevalni sistem, potem agencija naj bi bila nepolitična, pa vanjo imenujejo, ja, tam ekspertinjo neke stranke ali pa liste za znanost. Pa seveda direktorja muzeja, ki nima niti kakšne znanstvene bibliografije, ne, ampak je pa pevec nekega ansambla in potem bo že, ne, ker je verjetno naš, ne, od ta pravih naših, ne od naših, ker nismo vsi naši, ne, in tako dalje. Ampak, gledajte, to so vse takšne zgodbe, in vse povsod je enako, v zdravstvu enako, v šolstvu enako, ne, torej, potem pa se ugotovi, da je na maturi recimo neka brezimna komisija, je nekoč razpisala temo, ne, na mednarodni maturi, samomor kot izhod iz družbene stiske, ne, nekaj takega je bilo, ne. In to so rekli, da mulci pač razmišljajo vsem mogočem. Lahko bi razpisali, če jim je že ljubo, to o samomoru, ja, ampak ne kot izhodu iz česarkoli, to pa je že sugestivno in to se kar naprej dela in te recimo čist malo v eno smer zasukano, ampak saj vsi razumemo, kaj se dogaja, ne, in v katero smer mora biti usmerjeno, ne. In ja, še vedno smo nekam usmerjeni, kot da ima zgodovina cilj, kot da nimamo mi svobodne volje, da odločimo, kam hočemo. Ne, torej, tisto, kar je pravzaprav v zgodovinskih debatah recimo katoliška kultura najbolj branila, ne, če se spomnimo reformacije, torej svobodno voljo. Ne, in potem, ko pa ne morejo drugače, potem pa ja, odklopijo elektriko, ne, kot se danes reče. Temu bomo pa odklopili elektriko, ne, in ni več potem raziskovalnega denarja, imate raziskovalni denar za to, da se slavi pač obletnica Jugoslavije. Pred nedavnim na enem literarnem inštitutu so slavili obletnico Jugoslavije, ampak ne okrogle, ampak tak na petko, ne, ker je 43 bilo mišljeno, ne pa 18, ne, 2018. Leta, ne, in tako dalje in tako naprej, ne, in nikomur ni nerodno, ne, torej naš čas je čas popolne nesramnosti, ne, torej dvojna mera naj bo očitna, da se ve, katero je pravo. Ker s tem se zdaj se ne usmerja več, zdaj bomo zgradili pač enako tako naprej. Ne, zdaj bomo pač povedali na drugačen način, ne, bomo pač organizirali, torej, pogledajte, neke znanstvene institucije podprejo neko poročevalsko agencijo, ne podprejo pa raziskovalcev, ne, torej ne dajejo izjav, ne pobirajo podpisov, ne, pa se to je ja narobe svet, ne, torej, ko je Paul Knobel pisal prvi slovenski nonsens pred približno 200 leti, se je temu pač reklo res narobe svet, ne, danes pa nas prepričuje, da je to pravi svet, ne, in dokler bomo mi vedeli, da je to narobe svet, do takrat imamo upanje. Mi vemo, da je to narobe svet, ampak to lepilo na podplatih se tako izjemno uspešno prenaša tudi na naslednje generacije. To je eden iz večjih problemov. Saška, oprostite, bomo pa šli bosi naprej.
Dobra rešitev. Hotela sem navezati na to jugonostalgijo pri mladih, ki takrat v tistih časih niso bili še niti rojeni. Zdaj, če imamo za kakšen sistem resnično empirične dokaze, kot ga imamo za socializem, za komunizem, da zadeva ne deluje, da ti ideali niso življenjski in povzročajo samo smrt, trpljenje in revščino, najbolj milo mogoče povedano, zakaj to še vedno vznika? Glavni nosilci idej so pa poleg tega izobraženi, dobro situirani ljudje, ki načeloma z neko rajo niti nočejo imeti kaj dosti skupnega. Čem je skrivnost? Doktor Maver, mogoče? No, jaz mislim, da vedno bolj prihajam do tega, čeprav s tem pljuvam seveda v lastno skledo, da je ključna beseda ravno ta izobraženost in dobra situiranost. Ker če gledam sebe, seveda jaz moram priznati, da sem odraščal že precej v vati. Jaz sicer še pripadam neki generaciji, ko še vemo, da pač ne raste solata v šparu, da je verjetno moral nekdo pridelati, ampak dejstvo pa je, da kaj dosti več stika z nekim resničnim življenjem tudi jaz več nimam. In mislim, da se je med dobro izobraženimi in dobro situiranimi ta položaj še zaostril, pa ne samo pri nas, ampak tudi zlasti v zahodni Evropi. In bi rekel, da je ravno ta odtujenost od resničnega življenja in tudi od težav navadnih ljudi tisto, kar podobnim iluzijam, kot je jugonostalgija, omogoča življenje in celo razcvetanje. Ker dejansko, ko enkrat nima stika z neposredno resničnostjo, potem je vse mogoče. In mislim, da žal so taki trendi trenutno tudi v zahodni Evropi, da ravno take teme, kot so neki utopični, socialistični, večkulturni modeli, kot naj bi bila Jugoslavija, poznamo že iz britanskega zgodovinopisja po drugi svetovni vojni, neke ideje o Titu kot poslednjem Habsburžanu. In to je danes dejansko trend tudi v zahodni Evropi. In kot rečeno, sam mislim, da je ravno ta pomanjkanje stika z resničnostjo eden glavnih motorjev jugonostalgije. Poleg tega, da seveda je neka zgodovinska izkušnja tudi, da po nekaj desetletjih vse skupaj pridobi veliko lepši sijaj, kot ga je kadarkoli imelo. Navsezadnje se, kot sem rekel na začetku, se tudi sam bojim, da bom čez 30 let smešna figura s svojim opevanjem revolucije leta 1989 in pri tem največkrat pomislim na štajerskega prelata Franca Kovačiča, ki pa prihaja z druge polovice mojega stoletja in je tako, kot sem jaz navdušeno pozdravil razpad Jugoslavije, je on navdušeno pozdravil nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Če beremo tisto, kar je pisal zlasti v prvih letih po letu 18, je bil prepričan, da je to sedaj to, da je to raj na zemlji, da so Slovenci sedaj v varnem pristanu in lahko glede na okoliščine, iz katerih je izhajal, tudi razumemo. No in potem je ta Franc Kovačič 10 let stokal, nekako pa mladina več nič ne ceni in kako nima pojma, v kakšnih okoliščinah smo mi, se pravi Kovačičeva generacija, živeli in kakšen napredek predstavlja Jugoslavija. Očitno pa je mislil, da bi mladi verjetno raje šli nazaj v Avstrijo. In moram priznati, da to avstrijsko nostalgijo oziroma habsburško nostalgijo pa niti sam nisem imun, pa sem mogoče enako smešna figura kot mladi, ki skačejo okrog z titovkami.
Zdaj trenutno No, živimo. oprostite, s to čisto zadnjo paralelo se čisto ne strinjam. Zelo se pa strinjam s tistim, kar si rekel, Aleš, o tem, da so mlade generacije res odbijene od realnosti in da izgubljajo stik, ki ga ponazarja tista predstava o krompirju, ki zraste na šparovih policah, ne. Torej, druga plat tega, ki mislim, da je tudi še pomembna in je s tem v zvezi notranji, je pa to, da tudi če nimaš dobre predstave o resničnosti, se pravi o tem, kaj je v zgodovini bilo in kako je bilo, ker je izkrivljena in poenostavljena, pa vseeno potrebujejo ljudje vendarle neko podobo o lastni preteklosti oziroma o preteklosti svoje skupnosti in občutek, da nekaj iz te preteklosti nadaljujejo ali pa želijo nadaljevati. Se pravi, obstaja po mojem v vsakem človeku neka naravna potreba, da nisi do vsega v opoziciji, ampak da nekim stvarem pritrdiš in se čutiš kot nadaljevalec nečesa. In če pač ne more biti nekih avtentičnih ciljev in avtentično zagledanih vrednot, katerim bi stremel, so te vrednote vzpostavijo kot iluzija, kot nekaj lažnega, torej se vzpostavijo lažne vrednote, lažna podoba realnosti in to je na primer to jugoslovenarstvo, iluzije o socialističnem raju, o tem, kako se imajo na Kubi krasno in tako naprej. In to je res ena po svoje dramatična stvar v človeku, ker pač nihče ni ustvarjen tako, da bi lahko živel brez nekih idealnih ciljev in da bi lahko popolnoma da bi se izklopil popolnoma iz vsega, kar je bilo pred njim. Tudi ti ljudje, mogoče mladi, ki se iluzorno sanjajo o Jugoslaviji, imajo pač občutek, da bi oni nadaljevali tisto, kar si v tej iluziji predstavljajo kot lepo in dobro in vredno. To mislim, da je eno tako notranji dinamizem, ki napaja to, ko ti praviš temu osvojenost, mislim, da je to točna beseda. Če se proti koncu vrnemo nazaj v sedanjost, smo v težkih časih, poleg teh zdravstvenih izzivov, svetovne pandemije, koronavirusa in podobno. Slovenija je še poleg tega v primežu diktature, strahovlade, cenzure in vsega tega hudega. Kako vi shajate v teh težkih časih? Doktor Ogrin. Ja, jaz hvala Bogu živim v časih demokratičnega obnebja, ko še Slovenija že dolgo ni imela tako široke in vlade, ki bi delovala s tako širokimi cilji in skupnimi prizadevanji po dobrem vseh, kot menim, da tako da se zelo dobro počutim v tem obnebju, kar se tega tiče. Ampak seveda tisto, kar sem prej omenil kot politični aktivizem v obliki političnih milic na strani sedanje opozicije, tisto je strašno zaskrbljujoče. Ampak ne vem, jaz bi rekel nekako, moja perspektiva je v temelju vendarle taka, da so Slovenci skozi stoletja prišli z nekim svojim izoblikovanim sebstvom, svojostjo, neko svojo subjektiviteto, ki je v zelo dolgem procesu nastala. Nastala je pa tako, da se je razvijala ob krščanski duhovnosti, pastorali, veri, ob molitvi in pesmi, duhovni krščanski pesmi, ki sta spremljali življenje naših prednikov na vsakem koraku, tako rekoč. Ob vsem tem se je to sebstvo razvijalo. In zdaj skrb je seveda v tem, da brez te naslonila na to duhovno substanco, po mojem se tudi to sebstvo ne bo razvijalo naprej ali pa ne bo moglo obstati, ampak peša. In na drugi strani pa imam nekako upanje, da se bo to vendarle nadaljevalo, da bo krščanska duhovna dediščina vendarle na razne načine, kolikor je pač to možno, Slovencem vendarle jih nagovarjala
jih spodbujala in jim nekako obujala, jim dajala občutek za njihovo lastno prehojeno pot v zgodovini, za to, kaj je naša realizirana bit v nas kot Slovencev v zgodovini. In to je nekako moje upanje in se mu ne odrečem. In v takšno Slovenijo verjamem, ne v njene spake in potvorbe, ki jih predstavljajo mediji, ampak v tako globljo in za moje gledanje neminljivo Slovenijo, ki sega pač skozi stoletja in ki se, jaz sem prepričan, tudi resnično opira na duhovni obstoj oseb, ki so bile pred nami in so zdaj v večnosti, pa realno živijo, in mislim, da je tudi to neka nadzgodovinska ali pa skozi zgodovinska skupnost oseb, ki nekako z nekim svojim eksistencialnim žarčenjem nas povezujejo. No, in upam, da bo še naprej bolj in bolj tako. Doktor Maver, kar nasmejala sem vas, kako hudo nam je trenutno? Ja, jaz komaj skrivam modrice. Zato vam, če bi pokazal hrbet, sem cel prebičan. Ja, no, to je dejansko res zabavno, če ne bolj grotesno kot zabavno poslušati vse te jeremijade o diktaturi, cenzuri. Slišal sem celo dvakrat, da tako hudo kot v Sloveniji, niti v Belorusiji ni, kar glede na to, da to dogajanje, še enkrat povem, zelo spremljam, je res, jaz se zavedam, da ljudje ne vedo, kaj se dogaja v Belorusiji, ampak vseeno je po svoje žaljivo za Beloruse. Hudo nam je pa, se mi zdi, predvsem zaradi tega, ker je po vseh teh letih se res pokazalo, da tisti, ki so navajani obvladovanja političnega področja in večine podsistemov, so prišli do neke točke, ko dejansko niso pripravljeni niti sprejeti tega, da pa mogoče kdaj niso povsem pri koritu. Mislim, da se je ta težava zlasti lani spomladi zelo dobro pokazala, in to je res tisto, kar je lahko za demokracijo, pa tudi za državo kot tako velika težava. Ampak bi vseeno zaključil optimistično, sprejel bom nauk Lojza Krajgerja in doktorja Grdine, da je pesimizem v politiki najhujši greh. Drugič pa delim v veliki meri izkušnjo doktorja Ugrina, torej ob tej groteskni Sloveniji, ki pa mogoče tudi ni čisto nova, zaradi tega, ker med kulturne vrhunce slovenstva vseeno spadajo tudi Butalci in spada Kozlovska sodba v Višnji Gori, in tudi to je neka podoba slovenstva, ampak obstaja ob tem še neka, doktor Ugrin je rekel, neminljiva Slovenija, ki pa živi zame osebno predvsem v bogastvu slovenskega jezika, na katerega se sam osebno najbolj spomnim, kadar na televiziji Exodus berem, oziroma moram brati med prenosi bogoslužna besedila, in to je zame pravzaprav eden od pokazateljev neke Slovenije, ki je rasla res, tako kot je doktor Ugrin rekel, skozi stoletja in ki bo preživela ne samo sedanjo diktaturo in cenzuro pod narekovaj, ampak tudi najbrž tudi nas. In zato sem vendarle konec koncev optimist, čeprav pa sem res v razlagah bolj nagnjen k pesimizmu. Doktor Grdina, za piko na i, kot ste omenili, v politiki je pesimizem prepoveden, pa dajmo tudi mi zaključiti nekako optimistično, kaj vas drži gor, ko pogledate to svojo državo, svojo domovino. Poskušam prispevati po najboljših močeh
na tistem področju, za katerega mislim, da sem usposobljen, torej, da pišem knjige, da imam potrpljenje in zaupam, da bodo tudi drugi tam, kjer so najboljši, opravili svojo, bom rekel, ker na neki način seveda dolžnost. In če bomo potem dali skupaj, bo, mislim, da kar v redu, ker dokler bomo pa razpravljali o tem, kaj naj drugi napravi in tako dalje, ne, se mi zdi, da to ni ravno optimalen pristop, ne. Torej, moram reči, da mi je uspelo 3 knjige napisati in celo izdati v času te pandemonije, da rečem tako. Glejte, ni veliko, nekaj je pa le. In se pravim, če bomo dali potem vsi tako svojo dobro mislijo narejena dela skupaj, potem nekaj bo in bolj se bo tudi uresničilo pri mnogih tisto, kar je Tavčar v enem svojih lepih trenutkov dejal, Slovenija čez vse. Boljšega zaključka, lepšega bi si težko želeli. Dragi gostje, dr. Matija Ogrin, dr. Aleš Maver in dvojni dr. Igor Grdina, hvala vam za nocojšnje druženje in vaš prispevek v zborniku z lepilom na podplatih. Hvala za pozornost, pa tudi vam, spoštovano občinstvo. Knjiga z lepilom na podplatih je v teh dneh na voljo po promocijski ceni. Naročite lahko na spletni strani www.mokorjeva.org ali v naših knjigarnah v Ljubljani na Nazarjevi 1 in v Celju na Prešernovi 23. Želim vam lep večer in seveda vedno odločen korak s čim manj lepila na podplatih, pa kakršnikoli so že. Lahko noč.